pričakovanja pred prvim srečanjem z Rusijo? Ja, kot sami veste, smo se mi že skozi te pol leta, odkar smo zbirali skupino, začeli temeljito pripravljati na vse nasprotnike. O reprezentanci Rusije smo dobili neke informacije, dobili smo tudi 3 njihove zadnje tekme. Gre seveda za zelo kakovostnega nasprotnika, kajti naprimer v kvalifikacijah v prvem krogu niso dobili niti enega gola, vse te tekme so zmagali. Tudi zadnjo tekmo z Ukrajino so igrali 0-0, to se pravi, gre sigurno za zelo kvalitetno ekipo, ki težko dobija gol, je zelo agresivna in ruska šola temelji na tej igri hitrih pasov, hitrih prehodov, tako da bo sigurno težka tekma, vendar verjamem, da so fantje sposobni še enkrat potrditi svojo kakovost in iz tekme upam in verjamem, da lahko pridemo tudi kot zmagovalci. Rene, kljub temu, da je Slovenija domačin turnirja, pred začetkom ne velja za favorita. Za uspešen začetek turnirja, ker vsak poraz lahko že odločilen, je pritisk najbrž velik. Kakšne so po tvoje možnosti Slovenije na teh 3 tekmah in kako si ti spopadaš s tem pritiskom pred tekmami? Gospod Čutiš? Pred turnirjem mogoče res ne veljamo za favorite, ampak mi verjamemo v uspeh. Temelja slovenske igre sta bila vedno borbenost in pa nepopustljivost. Če pa temu damo še kvaliteto, ki jo sigurno imamo, lahko premagamo vsakogar, to smo že dokazali. Mnogo igralcev že ima izkušnje na mednarodnem področju, tako da pritisk ni velik. Svoje četrtkove nasprotnike imajo kakšne pomanjkljivosti, na katere se trener že opozoril, in ali pa morda lažje igrati proti nasprotniku, ki ga ne poznaš in se tako koncentrirati na svojo igro v bistvu? Četrtkove nasprotnike smo zelo dobro že spoznali. Spoznali smo jih prek videoposnetkov. Imajo pomanjkljivost igri, da na sredini igrišča puščajo preveč praznega prostora in mislim, da s hitrim prehodom iz obrambe v zvezno linijo, da bi mogli jih kaznovati z zadetkom. Robert Berić, najprej čestitke za osvojitev pokala Hervis, tudi s tvojim zadetkom. Tvoje slavje je bilo v bistvu nekoliko krajše, glede na to, da si se že naslednji dan pridružil reprezentanci. Glede na to, da v Interbloku redno zadevaš, kakšna je tvoja vloga v Interbloku in pa kako primerjaš se to svojo vlogo v reprezentančni igri, v reprezentanci? Ja, moja vloga je enaka. Mislim, da se trudim v Interbloku tako kot v reprezentanci, vsekakor mi je v čast igrati za reprezentanco tako kot vsakemu mlademu igralcu. Kakšne misliš pa, da so možnosti pred tekmo z Rusijo? Poveš nadaljevanje svojega dobrega strelskega? Pa mislim, da smo kvalitetna ekipa, da smo dobri igralci, tako da mislim, da imamo velike šanse za zmago. Hvala.